pozdravljeni na današnjem predavanju zgodovinarke dr. Andreje Valič Zver z naslovom Leta 1989 so svet zajeli vetrovi sprememb. Med nami prav lepo pozdravljam, jasno najprej zgodovinarko gospod Andrejo Valič Zver, direktorico Študijskega centra za narodno spravo, gospod Alenko Jeraj, poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, generalnega sekretarja Združenja VSO dr. Božota Predaliča, novo izvoljeno predsednico Območnega združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovico, gospod Simono Pavlič in novo izvoljeno predsednico mladinske sekcije VSO gospod Simono Purkart. Koncem 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja so bili tako v Sloveniji kot tudi v Evropi prelomni časi, katere smo začutili tudi Slovenci in se osamosvojili in dobili svojo državo. Sanje in upanje, da bomo v novi državi na demokratičen način urejali svoj način življenja, se nam ob ugrabljeni državi, ki se nam je zgodila, niso izpolnila. Nismo pravilno razumeli Kučanovih besed, ko je dejal, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, s katerim je napovedal, da se stara garda ne bo lahko predala, da bo boj za demokratične spremembe hud in dolgotrajen in še vedno ni končan. Še zmeraj nam vladajo stari komunistični kadri, dopolnjeni z njihovimi otroci in vnuki. Jaz o tem ne bi več govoril, ker imamo zato tukaj gospod Andrejo Valič Zver, zato prisluhnimo njej, da nas bo popeljala v te prelomne čase. Še predtem pa prosim, da nas nagovori nova predsednica Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospa Simona Pavlič, ki je tudi organizatorka današnjega predavanja. Hvala lepa podžupanu in tudi jaz vas lepo pozdravljam v imenu Območnega odbora Združenja VSO Brezovica, Ig, Velike Lašče in pa Škofljica. Zajemamo 4 občine, tako da naše področje delovanja pokriva kar precejšen teritorij, tukaj pa so se dogajale tudi pomembni mejniki v času osamosvojitve oziroma vojne za Slovenijo 1991. Vesela sem, da je danes z nami zgodovinarka dr. Andreja Valič Zver, kajti pred 5 leti, ko se je naš odbor ustanovil, smo aktivno pričeli delovati ravno s predstavitvijo njene knjige in njenim predavanjem in naše poslanstvo je bilo precej plodovito, tako da se nadejam tega sodelovanja in pa plodnosti delovanja tudi v tem novem mandatu. Med nami tudi lepo pozdravljam generalnega sekretarja VSO in pa predsednico mladinske sekcije za naše območje Simono Purkart. Oba tudi vabim k besedi. Najprej predajem besedo generalnemu sekretarju, za njim pa predsednici mladinske sekcije. Želim vam prijeten večer in pa se vidimo na naših dogodkih. Hvala lepa. Prav prijetno bo pozdravljati takole med dvema simpatičnima damama. Jaz vas v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve toplo pozdravljam. Vesel sem, da smo se takole danes zbrali. Kot že samo ime združenja pove, je osnovno poslanstvo ohranjati tiste pristne, tiste močne vrednote, ki so Slovenijo popeljale na pot osamosvojitve, kajti vse prevečkrat ugotavljamo, da so se te vrednote nekako izgubile. Prekril jih je nekako prah spomina, ki so ga pomagali sejati režimski mediji, pa seveda tisti, ki takrat, ko smo se osamosvajali, niso bili intimno za samostojno Slovenijo. Hkrati poskušamo ohraniti tudi avtentičen spomin na dogodke z obdobja osamosvajanja. In kot sta Simona in Boris že omenila, se tukaj veliko dogajalo in vaše poslanstvo je, da poskušate obeležiti te dogodke, ohranjati
morda je marsikaj še ni tako javno znano in tukaj bo vaše delo dobrodošlo. Jaz sem prepričan, da bo današnji večer s tako eminentno gostjo, ki nam bo predstavila še mnogo zanimivih stvari, en dodaten kamenček v mozaiku zavedanja, kako je pravzaprav nastala naša država. Zavedanja, zakaj danes nismo druga Švica, tako kot smo si želeli, kaj je šlo takrat narobe in kaj hitro se bo pokazalo, da ni treba prav veliko iskati, da vsak dan gledamo te ljudi, ki so nekako zabremzali Slovenijo in čas je, da stvari obrnemo na bolje. S tem bi jaz končal, da ne bojo sami pozdravni nagovori in z veseljem Simoni predajam mikrofon. Hvala lepa. No, še jaz vas v mojem imenu zelo lepo pozdravim. Moram reči, da sem zelo vesela, da vas vidim na tovrstnih dogodkih, ampak me pa žalosti, prej je Božo govoril o vrednotah. Zdaj te vrednote, moram reči, da se začnejo doma, v domači vzgoji. In če nas tokle pride sem, na nas je, na teh, ki smo tukaj, ko pridemo na take dogodke, ki nam je mar, da tiste, ki jih imamo doma, pa ne bodo to otroci, vnuki, nečaki, kdorkoli, da jim predajamo to naprej. Zato jaz vas bom žal mogla prej zapustiti, ker imam službene obveznosti, ampak ker sem vzgojiteljica, vam bom dala eno domačo nalogo. In sicer za naslednji dogodek, ki bo, vsak pripelje enega mladega, pa bo čisto drugačna dvorana. Želim vam prijeten večer in hvala lepa. Hvala lepa za vse te pozdrave in izraze dobrodošlice. Spoštovani podžupan, spoštovani obe predsednici, poslanka državnega zbora, spoštovani generalni sekretar in vsi vi, drage gospe, dragi gospodje, ki ste si vendarle vzeli v današnjem večeru, ki bi ga, sem prepričana, lahko preživeli tudi, bom rekla, bolj na off, ki ste si vzeli ta čas, da ste prišli sem v tem slabem vremenu in boste pripravljeni z mano mogoče podoživeti dogodke tistega časa, ko so, kot sem naslovila svoje predavanje, pihali vetrovi sprememb. No, že prej je bilo omenjeno, mislim, da je gospa Simona omenila, da sem pred nekaj leti predstavljala tole svojo knjigo o Demosu tudi pri vas, tako kot še mnogo kje. Danes je z mano malo cenejša, kot je bila, zato ker je pač že nekaj let stara, ampak spoznanja v tej knjigi pa vendarle večinoma še vedno zelo držijo. Čeprav seveda po 5 letih ali več je ta knjiga potrebna dopolnitve. V tem času smo dobili številne nove dokumente, med drugim tudi belo knjigo slovenske osamosvojitve, in še mnoge druge, skratka, treba bo napisati dopolnitev. Žal pa takšnih knjig, kot je tale moja tukaj pred vami, v tem času na Slovenskem ni nastalo mnogo. Nastalo jih je mnogo, premalo, res se ukvarjamo s tem najbolj pomembnim obdobjem naše slovenske zgodovine. S obdobjem, ko je nastala, ko smo mi vsi skupaj, večinoma tisti, ki smo bili s srcem za samostojno Slovenijo, ustvarili samostojno, suvereno slovensko državo. Kakšna je danes ta država, da je daleč od tega, da bi bila Švica, daleč od tega, da bi bila podobna kakšnemu, bom rekla, skandinavskemu tipu demokracije ali kakšnemu drugemu tipu demokracije, ampak je neka tvorba, s katero pravzaprav nihče od nas ni v resnici prav zelo zadovoljen. Ampak o tem, če dovolite, mogoče več kasneje v debati, jaz predlagam, da gremo zdaj hitro skozi to predstavitev, ki sem jo predstavila, zato da si malo osvežimo spomin, kakšni so bili tisti časi, ki ste jih seveda vi doživljali, mi vsi doživljali in se jih seveda več ali manj dobro spomnimo. Manj o teh časih pa vejo, kot je dejala gospa Simona,
Purkat, ki nas je pač morala zapustiti. O tem manj vejo naši otroci, naši vnuki še manj in bojim se, da sedanja oblast dela na tem, da bi se seveda to, kar ste vi žrtvovali za našo samostojno slovensko državo, pravzaprav popolnoma izgubilo. Tega pa ne bomo dopustili, kaj ne? Gospod podžupan je rekel, da sem dala težek naslov, se strinjam. Ampak mogoče se boste nekateri od vas spomnili, kot se reče po domače, enega komada, ki smo ga prepevali leta 1989. Naslov je pa bil Winds of Change. Komu kaj znano? Ansambl Scorpions, Škorpioni, Nemci, zelo dobri rockerji, ki so naredili tega leta svetovni hit Winds of Change in ta hit prepevali tudi pred berlinskim zidom, ki je takrat še stal. In v tej pesmi, tukaj je en vers iz te pesmi, kako je treba otrokom prihodnosti, otrokom jutrišnjega dneva, torej kako jim je treba dati te vetrove sprememb. Potrebne so spremembe. To je bilo zelo močno sporočilo tistega časa. Svet je bil v krizi, Evropa je bila v krizi, v še največji krizi seveda pa je bil tabor za železno zaveso, na čelu s Sovjetsko zvezo, združen v Varšavskem paktu in simbolika te razdeljenosti in te krize je prav gotovo berlinski zid, ki je padel v novembru tega leta, torej leta 1989. Letos se bo ves svet, še posebej Evropa seveda, na različne načine spominjala tega prelomnega dogodka in to so prizori, ki jih lahko najdemo seveda na družbenih omrežjih in so pretresljivi prizori ljudi, ki so živeli na obeh straneh železne zavese, vse tja od konca 40-ih let, ko se je železna zavesa samo krepila in to ni bila samo železna zavesa, kot je rekel Churchill v svojem slavnem govoru, to je bilo minsko polje, to so bile bodeče žice, to so bili stražarji z brzostrelkami in na tej železni zavesi je ogromno ljudi izgubilo življenje. Ogromno ljudi, številke ne poznamo, ker pač ni bilo še nekega celostnega mednarodnega projekta, ki bi se ukvarjal z žrtvami železne zavese. V sedanjem času se pripravlja tak projekt in sicer platforma Evropskega spomina in vesti, katere članica je tudi Študijski center za narodno spravo, pripravlja takšen projekt, ampak ta projekt bo verjetno trajal leta in leta, da se bodo zbrala imena, identitete vseh žrtev, ki so bile bodisi ustreljene, zaprte, izginule, mučene, obgrizle od psov, ubite na električnih žicah in tako naprej in tako naprej. To so prave grozljivke in tudi pri nas seveda je bila železna zavesa, čeprav boste velikokrat slišali seveda, da je ni bilo. Meja med Madžarsko in nekdanjo Jugoslavijo je bila tista prava železna zavesa, meja med Jugoslavijo in Italijo in Avstrijo, seveda pa tista druga železna zavesa. Žrtev ne poznamo. To je velika bela lisa v slovenskem zgodovinopisju. In na Študijskem centru za narodno spravo se je lotevamo. Še en simbolni pogled na zid, ki je pokal po šivih, torej na eni strani lahko bi rekli demokracija z vsemi svojimi lastnostmi, pravno državo, potem človekovimi pravicami in svoboščinami, svobodo govora, svobodo združevanja, misli in tako naprej. Na drugi strani pa totalitarni sistem, katerega značilnosti seveda pa so ena in vseobsegajoča partija z enim voditeljem,
ki nadzoruje in ima v svojih rokah vse. Vojsko, policijo, šolstvo, vas ideološki aparat, medije in tako naprej in tako naprej. Tisto, kar je pa pravzaprav najhuje pri totalitarni državi, pa je dejstvo, da je totalitarna država nadzirala in seveda ponekod na svetu še nadzira posameznika, človeka v vseh njegovih razsežnostih, se pravi na vseh področjih. In najhuje je dejansko, da ti totalitarna država dobesedno gleda v tvoje stanovanje, prisluškuje, kaj počneš, gleda v tvojo spalnico, kopalnico in te na tak način seveda drži v kremplih s pomočjo, lahko bi rekli, svojega biča, to je pa tajna politična policija. In v Nemčiji je bila to Stasi, ki jo dobro poznamo, v Romuniji je bila to recimo Securitate, v Sovjetski zvezi KGB, pri nas je bila to OZNA, UDBA oziroma v zadnjem obdobju svojega delovanja služba državne varnosti. Skratka, vse te tajne politične policije so imele za nalogo nadzorovati človeka na vseh njegovih področjih delovanja. No, zdaj pa se spomnimo, kakšno je bilo stanje pravzaprav za železno zaveso v vsakdanjem življenju. Danes mnogokrat slišimo od mladih, kako je bilo fajn včasih v socializmu, pa kakšen starejši tudi reče, ne, službe smo imeli, šli smo na morje, ne vem, fičko je bil doma pri hiši, zidali smo vsi, ne, krediti so bili. Ampak realnost je bila pa malo drugačna. Dejstvo je, da smo bili vsi mlajši, ne, in človek se spominja potem lepih stvari, grde pa najraje pozabi, se to je kar dobra lastnost. Ampak vendarle, zgodovinopisje pa mora to objektivno obravnavati in tale slika nam kaže stanje, recimo v Sovjetski zvezi. Podobne prizore spremljamo danes iz Venezuele. Torej, ničesar ni na policah, Bog ne daj, da si bolan in da moraš v bolnico, ker to pomeni smrtno obsodbo in tako naprej in tako naprej. Inflacija je gromozanska in tudi za železno zaveso je bilo tako. Neskončne vrste za osnovne življenjske potrebščine, za kruh, za moko, za sladkor, kave ni bilo, kaj šele milka, čokolade, pomaranč, veci, papirja, kavbojk in tako naprej in tako naprej. Vsi se tega še dobro spomnimo. Sovjetska zveza je kolapsirala pravzaprav že prej, ne konec 80-ih let, ampak že prej. Te karikature kažejo, seveda na Zahodu so se delali norca iz teh zadev, za prebivalce Sovjetske zveze so bile pa to krvavo resne stvari. Ekonomska rast se je praktično zaustavila, življenjski standard je drastično padel. Še posebej je Sovjetsko zvezo prizadela vojna v Afganistanu, to bom potem eno slikico pokazala. Na tisoče in tisoče vojakov je prihajalo domov v krstah. Skratka, vse to je nakazovalo slabljenje Sovjetske zveze in pa posledično slabljenje držav, ki naj bi bile pod kontrolo Sovjetske zveze. Zdaj, jaz sem dala tukaj na začetek nekaj slik osebnosti iz tistega časa, upam, da so dobro vidne. Nekaj imen, ki se jih vsi dobro spomnimo. Ronald Reagan, nekdanji igralec, zagrizen antikomunist. Gorbačov, ki je v 80-ih letih postal generalni sekretar Sovjetske komunistične partije in pa sprva podpredsednik, nato pa predsednik Združenih držav Amerike, George Bush starejši. Že iz te slike je vidno, da je med njimi neka zanimiva kemija, da se dobro razumejo. No in to njihovo medsebojno dobro razumevanje, čisto na osebni ravni, je botrovalo tudi številnim spremembam v svetu. Dve
dve zanimivi sliki. Ena je znani angleški časopis oziroma revija Time, ki nam prikazuje neko prijateljstvo med Ameriko in Sovjetsko zvezo, in na drugi imamo spet ista dva protagonista, ki sta se sestala na Malti decembra 1989 in objavila konec hladne vojne. Zdaj, zanimivo je, ko beremo recimo kakšno družboslovno literaturo iz 70-ih ali pa 80-ih letih, če od znanih družboslovcev, znanstvenikov, ni napovedal propada Sovjetske zveze, ni napovedal propada Varšavskega pakta. To je neverjetno, kako so zgrešili tako imenovani sovjetologi v svojih ocenah. Oni so napovedovali, da bo prišlo do konvergence, do zlivanja dveh sistemov. Skratka, eden se bo zlil v drugega. Popoln fiasko, družboslovcev. Zgodilo se je pač to, da je Sovjetska zveza kolapsirala. Zdaj, če še malo ostanemo pri Sovjetski zvezi, kljub nastopu Gorbačova, perestrojke, glasnosti, ekonomskih reform, se ni dalo zaustaviti propada Sovjetske zveze. Gorbačov ni imel nikoli namena, da Sovjetska zveza in pa Varšavski pakt, da kolapsirata. Nikoli. On je želel samo reforme. Reforme, ki bi pripeljale do tega, da Sovjetska zveza obstane. In zato, kar se je zgodilo, seveda posledice so bile kolaps države, velike države, in zato tega mu Rusi seveda nikoli ne bodo odpustili. Ne vem, če ste brali, pred parimi dnevi so naredili anketo v Rusiji med mladino, in kaj menite, kdo je njihov prvi junak? Tisti, ki ima 70% odobravanja med rusko mladino. Stalin. To je Stalin. To je neverjeten podatek in pravzaprav strah vzbujajoč podatek. Je pa res, da v času Putina praktično o grozotah stalinističnega obdobja ruska mladina izjemno malo izve. Osebnost leta 1988 je postal Mihail Gorbačov, postal je leta 1989 osebnost desetletja in leta 1990 dobil Nobelovo nagrado za mir. Torej, Zahod je Gorbačova koval v zvezde. Tukaj le so njegovi sogovorniki, pomembni Margaret Thatcher, železna lady, nemški kancler Helmut Kohl, ki je imel veliko zaslug tudi za priznanje samostojne Slovenije, in pa seveda papež, sveti papež Janez Pavel II, ki je bil po rodu Poljak in je zato v popolnosti razumel grozote komunističnega totalitarizma in temu ustrezno tudi vodil, bom rekla, politiko Vatikana oziroma države, vatikanske države. In lahko bi rekla celo hvala Bogu, da je bil v teh prelomnih časih papež doma z Poljske. Ker če bi bil iz Južne Amerike, Bog ve, kaj bi se zgodilo. No, tule že omenjena vojna v Afganistanu. Zdaj, verjetno smo to vojno že vsi več ali manj uspešno pozabili. Naši otroci ne verjamem, da sploh kaj vejo o tem, ker se pač v teh časih niti ne učijo, pa bi bilo še kako prav, da bi se učili. Sovjetska zveza je začela to vojno v Afganistanu zaradi nafte in se zapletla v eno hudo šlamastiko. Vrgla je vlado v Kabulu in postavila neko prokomunistično vlado, zapletla se je v boje z mudžahedini, ki so jim priskočile na pomoč Združene države Amerike, in začela se je pravzaprav ena groza, ki tam traja še danes. Po 10 letih vojne se je sovjetska vojska umaknila
iz Afganistana z več kot 15.000 mrtvimi borci. To, kot sem že rekla, je v mnogočem vplivalo na razpoloženje v Sovjetski zvezi. Vsako leto je ta vojna zahtevala milijone dolarjev in dobesedno Sovjetska zveza je zaradi te vojne dobesedno se razpočila. No, tole je še en dogodek iz tistih prelomnih časov, ki mislim, da o njem naši otroci tudi ne vejo kaj dosti. To je posnetek iz Trga nebeškega miru. Tiananmen v Pekingu, glavnem mestu Kitajske, kjer so študentje nekaj mesecev zahtevali demokratizacijo in po nekaj mesecih obleganja jih je vojska preprosto pregazila. Uradni podatki govorijo o nekaj tisoč žrtvah, večinoma mladih, ampak neuradni podatki govorijo pa o več kot 10.000 ljudeh, ki so takrat izgubili življenje. Mnogo jih je bilo tudi zaprtih v zapore, koncentracijska taborišča. Skratka, iz Kitajske do nas pride pravzaprav, bom rekla, bolj malo resnice. No, še enkrat, Berlinski zid in zelo dober posnetek, ki nakazuje seveda vso tisto grozo ljudi, ki so sorodniki, družine recimo živeli takole razdeljeni in leta in desetletja ni bilo mogoče imeti stikov, kot so normalni med ljudmi. No, zdaj smo pa že v drugi državi in sicer na severu Evrope, v baltskih državah, Litva, Latvija, Estonija, ki so bile ujetnice Sovjetske zveze vse od konca Prve svetovne vojne, se v tem času tudi prebujajo, se bojujejo proti sovjetski prevladi, protestirajo, ljudje grejo na ulice, zbrali so ogromno poguma. V glavnem mestu Litve, Vilniusu, je nad njih šla celo vojska, nekaj ljudi je umrlo, ampak ljudje oziroma tega bom rekla, te težnje po svobodi, po demokraciji, po človekovih pravicah enostavno ni bilo mogoče zaustaviti. Takole so se recimo Estonci prijeli za roke, mahali z zastavicami in zahtevali vse demokratične pravice, ki jim grejo. Tudi ta posnetek je iz Estonije. No, tukajle imamo še eno znano osebnost iz leta 1989, iz konca 80-ih let, mogoče malo slabše vidno, ampak v Pragi, Václav Havel, tudi v Pragi je bilo v Češko-Slovaški, torej nekdanji skupni državi, je bilo veliko protestov, veliko demokratičnega gibanja. Prišlo je do volitev, na katerih so zmagali demokrati in Češko-Slovaška je posledično tudi razpadla, mirno razpadla. Mirno se je razšla, ne tako kot Jugoslavija, ki so jo zajeli v timci krvavih vojen. Znana osebnost iz Poljske, v začetku 80-ih let je prihajalo na Poljskem do nemirov, nastopila je vojska, pod vodstvom generala Jaruzelskega je leta 1981 izvedla državni udar, pod pretvezo, da pravzaprav ščiti Poljake pred udorom sovjetske vojske. Nekaj let je general Jaruzelski vladal z železno roko, potem pa zaradi vseh hujših nemirov, predvsem pod vodstvom sindikata Solidarnost, mora iti na pogovore za okroglo mizo, to je ta znana poljska okrogla miza, in na tej okrogli mizi mora general Jaruzelski pristati na volitve. Na teh volitvah zmagajo demokrati in Walesa postane demokratično izvoljeni predsednik Poljske države. Zdaj tudi pri nas včasih slišite, da je bila okrogla miza, da je Socialistična zveza delovnega ljudstva pristala na okroglo mizo, ampak ta okrogla miza je bila, če bi po domače rekli, ali pa tako kot danes govorijo, čisti fake. Torej, pri nas neke okrogle mize, neke take
predaje oblasti ali pa pristanka na demokratične volitve, kot je bila na Poljskem ali pa na Češkem, tega pri nas ni bilo. Vse to je bila pravzaprav igra partije in Socialistične zveze delovnega ljudstva s figo v žepu. Tudi na Madžarskem je bilo demokratično vrenje nezadržno. Tole so posnetki izpred parlamenta v Budimpešti in pa posnetki aretacije Viktorja Orbana. Viktorja Orbana uvrščamo v tisto, bom rekla, vrsto ljudi, upornikov za demokracijo, kakršni so recimo bili tudi Janez Janša, pa bomo videli na eno od naslednjih slik evangeličanski pastor Laslo Tekeš, skratka ljudi, ki so bili, pa recimo dr. Jože Pučnik seveda, ki so bili pripravljeni v tistem času tvegati, ogromno tvegati, lahko bi izgubili ne samo svobodo, ne samo prostost, kot je recimo takrat Janez Janša pa četverica, ampak bi lahko seveda izgubili tudi življenje. No, mogoče se enega od teh gospodov ne spomnite, enega pa sigurno, ja, Brežnjev, eden od nekdanjih železnih predsednikov partijskih vladarjev v Sovjetski zvezi, na desni pa zmagoslavno 35 let je vladal Teodor Živkov v Bolgariji, predsednik bolgarske partije, in tudi on je moral se stopiti z oblasti. Tole je že omenjeni Laslo Tekeš, ki sedaj končuje svoje delo v Evropskem parlamentu kot evropski poslanec. On je bil mlad evangeličanski pastor v Temišvar, kjer je grmel s prižnice proti komunističnemu režimu, in ko ga je hotela Čaušeskujeva Sekuritate zapreti in verjetno zavedno utišati, so šli ljudje na ulice njemu v bran. Torej dejansko je bil začetnik revolucije, demokratične revolucije v Romuniji, ampak naj vam povem še eno izjemno tragično podrobnost iz njegovega življenja. Kot veste, vsi dobro, je bila Sekuritate ena najhujših tajnih političnih policij. In vam priporočam v branje knjigo, ki jo je napisal eden od vodij te Sekuritate, ki je prebegnil, ki mu je uspelo prebegniti na zahod. Njegovo ime je pa Cepa in živi v Združenih državah Amerike pod tajno identiteto, še vedno se skriva, še vedno. Ampak je napisal knjigo z naslovom Rdeči horizonti. Preberite to knjigo, ne bo vas pustila hladne. V drobovje tega sistema, te tajne politične policije boste pogledali in to, kar berete, to je dejansko grozljivka. No in kot sem že prej na začetku rekla, tajna politična policija skuša človeka dejansko zmleti, ga imeti popolnoma v krempljih. In kaj menite, kdo je nadziral, kdo je poročal o Laslu Tekešu, tajni politični policiji Sekuritate? Ker je bil evangeličanski pastor, je bil poročen. Njegova lastna žena. Njegova lastna žena. In ko je Laslo, seveda, ker v Romuniji imajo dokumente Sekuritate, mi pa jih nimamo, ker so jih uničili. Ko je Laslo vpogledal v te dokumente, seveda je bil to zanj življenjski pretres, ločil se je, potem, hvala Bogu, je našel novo družico, ima novo družino, ampak to je nekaj, kar človeka zaznamuje za vse življenje. Lastna žena je pisala poročila o njem. To je nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Tule sta simbolno dve figuri, Čaušesku in njegova žena, vsemogočna, ki sta bila na hitrem tajnem sojenju, obsojena na smrt in takoj ustreljena.
Nekateri trdijo, da je šlo pravzaprav za obračun znotraj te romunske politične elite. No, zdaj smo pa že na naših dobro znanih domačih tleh. Tole sem pravzaprav pripravila zato, ker bi nekako lahko rekli, da Jugoslavija je bila pa tako kot v tisti pravljici, zgodbici o cesarjevih novih oblačilih. Navzven smo se šli recimo olimpijske igre v Sarajevu, pa zlasti športniki, ki smo navijali zanje, kot je recimo Bojan Križaj, pa košarkaši in tako naprej, so nam dajali tisto neko, bom rekla, jugoslovansko, če hočete, srce. Navznotraj je bilo pa ogromno gnilega v tej deželi. Ta desni posnetek s to deklico pravzaprav kaže na to, kako nam je šlo. Inflacija je divjala v nebo. Ta podatek pravzaprav vedno povem, da nekje oktobra 1989 smo imeli 11.000% inflacijo. In verjetno se kdo od vas še spomni tistih časov, ko so ljudje dobili plačo, pa so tekli, ne vem, zamenjati za nemške marke, ali pa so recimo, ne vem, unovčevali čeke drugje po Sloveniji, zato da so čez nekaj mesecev prišli ti čeki, da so bili, vrednost je bila nominalna, v bistvu ista, realna pa veliko manjša. Kaj ne še rečemo, kako so nas poniževali v vrstah, recimo, ko smo, če smo, mogoče parkrat na leto šli v Celovec ali pa v Trst po kavbojke, v Gorico po kavo. Torej, to so prizori res pravzaprav popolnoma nadrealistični. Danes se peljemo dejansko po vsej Evropi, večini Evrope, brez meja. Dobro, o tem lahko kaj kasneje, zdaj imamo težave zaradi migrantov, ilegalnih migrantov, ampak večinoma pa seveda s potnim listom lahko potujemo pravzaprav po vsej Evropi, po vsem svetu brez problemov. No, spet stanje v vrsti, nažalost. Boni za bencin, takse za prestop meje in tako naprej. Vsak od vas ima nešteto zgodb na to temo. Evo, to je to. Ne vem, koliko litrov benzina je bilo na mesec? 40, ne? Mislim, da 40, ja. Peš s kolesom, z avtobusom, vlak, padne par. Ja, si se spomnimo še teh zadev. Pa že protesti, štrajki, o katerih se seveda ni smelo pisati, govoriti, to so bile zadeve, zaradi katerih si šel v zapor. Pa kljub temu, pogumneži, štrajk v Litostroju, štrajk železničarjev, tukaj je Slavko Kmetič, malo mlajši, kot je danes, vodi štrajk železničarjev leta 1988. No in pa bi lahko rekli dve zelo glasni figuri, ki stopita na politično sceno sredi 80-ih let. Milošević, pred parimi dnevi je umrla žena, to ste brali, v Rusiji, kako povedno, ja, Mira Markovič. In pa Kučan, ki oba pospravita staro gardo. Morda se še spomnite, kako se je Popit, pa Vinko Hafner, kako so se pritoževali, ampak ni nič pomagalo. Običajno je tako, da ko stopi na sceno mlada garda, se mora stara umakniti, tako ali pa drugače. Božiček. Tukaj bi lahko razpredali o tem, kakšen je bil odnos do vere, do duhovnikov, do recimo samostanov, nun, menihov, veruka, praznovanja Božiča, velike noči in tako naprej. Vsi to še zelo dobro vemo. In ko je
tale Božiček voščil, se spomnim, Božič, a ne? Je bilo navdušenje veliko, ampak 88, a ne? No, evo. Ja. Prej pa so vsi ljudje za Božič morali delati, hoditi v šole in tako naprej. Ne? Tisti, ki je hodil k veruku, je bil zaznamovan. Tisti, ki je bil pri Birmi, je bil zaznamovan. Učitelji niso smeli hoditi k maši, pa ne samo učitelji. Skratka, grozljivka in ne pozabiti še nekaj. Pri vsakem razpisu za službo je bila potrebna moralno-politična neoporečnost. Moralno-politična neoporečnost. Kar se je prevedeno v normalen jezik pomeni, da si moral biti član partije, če si bi hotel biti recimo ravnatelj šole in tako naprej, tako naprej. No, tole naslovnico Mladine sem dala za nalašč. Zato, ker ko danes gledaš naslovnice Mladine, te kar brez strese, se zgroziš, kaj je nastalo iz Mladine, ki je bila vendarle v 80-ih letih en tak svetilnik. Smo jo vsi brali, kupovali. Tam v marcu leta 1989 se pa Mladina obrne, se pravi, takrat jo je Udba kupila in jo drži v svojih krempljih še danes. V času, ko je pa recimo v njej kot novinar deloval Janez Janša, pa David Tasić, pa Franci Zavrl, je bila pa to revija, ki je napadala vojsko, ki je, ne vem, problematizirala zamolčevano preteklost, povojne poboje, Goli otok in tako naprej, tako naprej. Sej pravo veselje brati Mladino do marca leta 1989, potem pa začne zafrkavati te nova politična gibanja, sprašvati, ne vem, kdaj bo, koliko časa je še do osamosvojitve Slovenije, kdaj bomo travo jedli in tako naprej. Skratka, Mladina je tak zelo, zelo poveden, bom rekla, zgodovinski vir. Nova revija, se spomnimo, smo tudi brali, ker je pač prinašala vse te zamolčane teme. Ampak partija jasno poudarja, da oblasti ne bo delila z nikomer, nikoli in nikdar. Tega so časopisi, tega so mediji polni. No, proces proti četverici, o tem smo lani veliko brali, govorili, razmišljali. Še danes niso jasne vse razsežnosti tega procesa. Odbor za človekove pravice, ki je bil tudi prestreljen z Udbo in nekako normalen razvoj tega odbora bi bil, da se prelevi v eno močno politično stranko, pa se ni. Zaradi mnogih, bom rekla, zadržkov, zdaj pač ni časa, da bi o tem razpravljali, ampak žal, ne. Na Slovenskem je nastala cela kupica raznih malih strančic, no tukaj še prizori iz procesa proti četverici. Evo, tukaj jih imamo, ta gibanja, te zveze, te stranke, ki pravzaprav vse do konca leta 1989 niso bile dovoljene kot stranke, zato ker partija tega enostavno ni dopuščala. In spet pravi čudež, da je nastal Demos v letu 1989 z mnogo energije dr. Jožeta Pučnika, z mnogo njegovega angažmaja. Pučnik je bil med ustanovitelji Socialdemokratske zveze in ta zveza je bila dejansko za partijo najbolj nevarna, ker je posegala na področje, kjer je želela partija popoln monopol, področje delavstva. Pučnik. In tukaj Majniška deklaracija, ki je pomenila, kot veste, osnovo za osamosvojitev Slovenije, ker je jasno povedala, da želimo suvereno, demokratično državo. Na drugi strani je partija s svojimi transmisijskimi organizacijami Socialistično zvezo delovnega ljudstva,
pa borci, pa sindikati, pa ZSMS je podpirala Majniško. Ja. ZSMS je igrala v tistih časih eno zanimivo vlogo, ker je dajala v bistvu neko zaščito, neko gnezdo za delovanje teh, bom rekla, bolj progresivnih demokratičnih sil. Ampak spet tako, ja, v bistvu ravno danes sem poslušala, ko je Janez Janša lani govoril na Pučnikovem simpoziju in rekel, da partija se je pravzaprav ZSMS ustrašila. Že takrat, ko je Janša deloval v okviru ZSMS, ko je bil ta krški kongres, kjer so ZSMS-jevci točno povedali, zdaj pa mi hočemo oblast, in to je bil za partijo znak za alarm. Zato jih je poskušala na vse možne načine zaustaviti, seveda Janšo tudi z zaporom. No, Demos. Zdaj, fotografij ni kaj dosti iz tistega časa, iz tistih dogodkov, zapisnikov ni kaj dosti, razumljivo, ker so se ljudje bali. Bali so se. Dejstvo je, da je imela Udba pripravljene zapore, pripravljene lokacije za koncentracijska taborišča in če bi se zalomilo, če Demos ne bi zmagal na volitvah, seveda bi bilo stanje v Sloveniji še mnogo slabše, kot pa je. To je pa dejstvo. Tukaj je prva tiskovna konferenca 10. decembra 1989, kjer je Jože Pučnik dejal, da je Demos nastal zato, da prevzame oblast v Sloveniji, zato, da prevzame odgovornost za Slovenijo in so se seveda vsi novinarji v prvi vrsti hihitali in dregali in dobesedno skoraj trkali, češ, ta je pa res nor. Ampak glejte, eno zgodovinsko okno se nam je odprlo, z veliko truda, z veliko, bom rekla, tudi žrtev, smo dobili svojo državo, imamo jo, zdaj jo treba pa res čuvati. In to je vaša in naša skupna naloga. Jaz bi mogoče s tem zaključila, lahko bi še veliko govorila, ampak ne bom. Bi raje videla, da vi kaj poveste, mogoče vi kaj pripomnite, kaj vprašate. Res hvala lepa, ker ste me poslušali, ker ste se spet spomnili teh časov. In tako kot je bilo prej rečeno, zelo pomembno je, da se doma o tem pogovarjamo. Ker žali Bog, imamo tako oblast, da v šolah otroci spet ne zvejo kaj dosti in se je treba doma pogovarjati. To je naloga vseh nas.